Nogometni sodniki nosijo veliko odgovornost, vendar niso dejavni zgolj na tekmah. O tem smo se prepričali na lastne oči. Delo sodnika je zelo odgovorno delo. Večkrat sprejemamo težke odločitve na sami tekmi in zaradi tega mislim, da je to kar eno delo, ki je spoštovanja vredno. Potrebno se pa sigurno dobro na to fizično in psihično pripraviti na vsako tekmo posebej, tako doma kot v tujini. Ne le igralci, tudi sodniki potrebujejo treninge in priprave na tekmo, da na zelenici lahko zdržijo vseh 90 minut. V ta namen imajo sodniki v okviru društva obvezne treninge 2-krat tedensko. 3-krat letno imajo tudi preizkus telesne pripravljenosti in analizo sojenja. S temi testi se preverja fizična pripravljenost. Testi so modificirani z lanskim letom, spremenjeni v tej smeri, da treniramo tudi drugače in s tem testiramo hitrost, agilnost, pa potem tudi zdržljivostno hitrost. Kako pa na teste in sodnike gleda zdaj že nekdanji vrhunski sodnik Darko Čeferin? Ja, glede na to, da sem končal lansko leto, mi je v bistvu še, kadar bi bil jaz sam prisoten na teh treningih. Je pa to sestavni del pač sodniškega dela. Vsak sodnik ve, da ni samo tekma pač njegovo delo, ampak je tudi priprava na to tekmo, in kar pa vključuje seveda tudi treninge in pa testiranja. Ti za izkušene sodnike z daljšo kilometrino ne predstavljajo posebnih težav ali zahtevajo dodatnih predpriprav. Testiranje kot tako ne predstavlja nič posebnega, ker se vrstijo v letu eno za drugim, tako da jih imam 5 do 6 na leto. To je le en pokazatelj, kjer smo. Treningi pa so osnova za tekmo. 2-krat so obvezni, drugače so pa malo da ne vsakodnevni. 4 sodnikov na mednarodnih zelenicah ima obvezne tudi preizkuse in testiranja v sklopu Evropske sodniške organizacije, ki pa bistveno ne odstopajo od slovenskih kriterijev. V bistvu jaz bistvenih razlik ne opažam, glede na to, da v bistvu sledimo tem smernicam v Evropi. Imamo testiranja enaka, se pravi, vsebuje to šprinti, 6x40 metrov in jojo test, ki je zdaj trenutno aktualen na testiranjih doma in v Evropi. Če so sodniška testiranja doma in v tujini podobna, pa se razlike pokažejo na samih tekmah. Prva velika razlika je v samem obisku tekem. Lepo je videti tekmo Maribor Olimpija, kjer je poln stadion, in potem tudi fantje dajo še tisto malo več, kar so sposobni, in je potem tekma primerljiva z vsako evropsko tekmo. Drugače pa je predvsem zunaj so fantje na tem nivoju, tehnika je bistveno boljša in zaradi tega je potem tudi predvsem manj prekrškov, igra hitrejša in tudi sama tekma boljša. V nogometu so ob nogometaših pomembni tudi sodniki, čeprav ne izstopajo toliko kot nogometni zvezdniki. So pa tisti, ki skrbijo, da se spoštujejo pravila nogometne igre, čeprav so velikokrat pod drobnogledom navijačev, ki nogomet doživljajo skozi prizmo čustev in pripadnosti klubov.